Ta zvonček je sicer bolj mišljen, kot da bi bili po projekciji Grand Budapest Hotel, ampak ne, smo po projekciji tega 20.000 dni na zemlji in lepo pozdravljeni še v družbi nas, Radia Študent. Takole, ja. Malo drugače s tistim radijskim mikrofonom, kot pa s temle. Ne bom nič kaj dosti dolgovezil, ogledali ste vsi. Edino, kar je treba povedati, mogoče, da nas precej veže s frekvenco 89,3, sicer vidim, da je ene par takih, ki bojo mogoče znali še kaj več povedati okrog tega, kako je Nick Cave povezan z Radijem Študent, ampak z mojega izkustva, ki sem ga bil deležen tudi zdajle, ko smo rekonstruirali program ob Silvestrovem programu, dopoldne od 11. do 15. 31.12.2014, smo vrteli tudi Najtolpo bumov leta 86 in ja, uganili ste Najtolpo bumov leta 86 že takrat, pa verjetno, ja, možno, da še tudi pred tem, Robert Suša, tebe gledam, je bila najtolpa valjda Nick Cave and the Bad Seeds, Your Funeral, My Trial. Nazadnje pa leta 2010 Grinderman 2, zasedbe Grinderman, leta, ja, sem rekel že, ne, 2010. Tole, kar pa sledi, pa bo iz knjig, ko je v slicu zagledala Angela in Zajčja Munra, v ozadju pa glasba Cavea in Warrena Ellisa, ki ga verjetno poznate tudi iz zasedbe Dirty Three. In sicer soundtrack iz filma The Assassination of Jesse James. Če še samo navržem, preden res začnemo, eden od članov zasedbe Dirty Three bo konec januarja tudi z enim od drugih sodelavcev v kinu Šiška. No, če še njih malo poreklamiramo. Polona, predam besedo. Trije oljnati bratski urani se vrtinčijo z ramo ob rami, urezujoč krožnico v otekli, skaljeni nebesni zrak in v nabuhle kope dima rišejo nagle mračne obroče. Tako dolgo je bil pokrov doline jasen in moder, zdaj pa krščen duš, kako rohni. Odkudar ležim, so oblaki videti pradavno, ko puhajo velike brezoblične stvore, ki se na to nakodrajo in tam zgoraj mahoma zamrejo. Vrani pa še vedno plahutajo, še vedno krožijo, zdaj vse bliže, zdaj bliže meni. Ti pretkani črni urani so ptice smrti. Že vse življenje me zastirajo, a šele zdaj jih zdam zbezati dol, z očmi. Mislim, da se celo spomnim, kako se spi na tem mehkem, toplo blatnem krogu, zakaj moji ritmi so različni. Zares. Sesajo med lesne tega brezzobega groba in odhajam. V to kal, to globel, čeprav se bojim, da bi si zmočil pogubno roko. Dejansko sta mi v trenutku, ko to govorim, urana premerila oči, kot dva zlikovca krožita, čakajoča, da se valeči dim tam zgoraj povsem nakodra in skadi. In vidim, da se že mrači. In le za dobro četrtino me pobralo ni, navzdol, tako nekako in vse bolj vztrajno. Datum 6. oktober 1952. Mezek obleži in umre. Evkrit pokoplje žival in palico, ki jo je ubila. Kraj obleži grmada mehke prsti ob vznožju vodnega stolpa. Evkridov oče gradi hišico iz kart, 23 nadstropij visoko.
Vso noč presedi pred svojo mojstrovino, dokler jutranje sonce papirnate pavlače ne pozlati. Nagnjene glave. Ata je mezga do smrti pretepel na jesen, zakaj listje je bilo bakreno in zlato. Spominjam se tega, saj se je prav po zaslugi odpadlega listja od jutranje rose spolskega mezgovo truplo dalo odvleči k staremu vodnemu stolpu. Hrbtišče je imel surovo pretepeno. Sumil sem na zlom hrbtenice. Vzel sem lopato na dolgem ročaju in se lotil kopanja. Osredotočenost pa mi je pri opravljanju pokopa občasno kratilo mezgovo topo strmenje. Bil je mrtev in mrtve je treba pokopati. Vsak to ve. Pa vendar se je zdelo, da njegove oči prosijo milosti, kakor bi ubogo žverco s tepežem za življenje prikrajšal jaz, ne pa Ata. Lopata je že obračala temnejšo prst in brez slehernega drugega opozorila se je na listu lopate, znašlo nekaj, kar je bilo videti kot okostje majhnega psa. Čepeč ob grobu sem z razpostavljenih kosti otresel rjasto prst in tako odkril drobno otroško lobanico. Zatem sta se gnijoči podlahtnica in koželjnica povezali v krhko ročico. In ko sem naposled izkopal tuzemske ostanke svojega brata in na plano vse njegove kosti prenesel nepoškodovane ter jih razporedil po mehkih tleh iz odpadlega zlatega listja, sem neslišno hlipal in oči so se solzile. Mezgovo truplo sem zakopal. Bratovo okostje pa položil v star kuhinjski predal, ki sem ga našel na kupu. Zanj sem izdelal preprost pomični pokrov in škatlo vzel seboj v močvirje, tam pa ga prislonil ob zadnjo steno notranjščine svojega zatočišča. Ostal je tam, moj predragi pajdaš, dobre 3 mesece, v bistvu do dne, ko je ona splašila Turkovo kljuse v močvaro in so krajani našli moje zatočišče in mi ga uničili. A vse to pride pozneje. Rad te imam, bratec, in domov prihajam. Ves strah je pominil. Telo mi je obšel slasten drget, drhtljaji veličastja. Vse telo je presunila moč, tista moč. Kri v žilah mi je tlela in vse bolj vrvela, mrgolela, pela. Kri mi je pela, udarjala skozi me, srce mi je tolklo in mi razganjalo kri. Tlačilke užitka so podivjale, zabučale, meso pa kakor toplo blato. Ves strah je pominil. Enako sem se počutil kot v cerkvi tistega dne, ko sem našel pohabljenega klateža, ko sem stal nad njim in švistal škarjami po zraku ter zviška gledal, kako me gleda kvišku. Ga gledal, kako se cmiha. Spomnim se njegovega zasvinjanega, bradatega obraza, ki se je kremžil od groze, njegovih plahnih dlani, ki so se tresle, njegovega bednega hlipanja in kako je celo vijolična brazgotina, ki mu je ždela pod ihtečim ošesom, od strahu pobledela. Skupaj pa sva ga midva le zatrla, njega in njemu enakega kika. Ves strah je pominil. Sedel sem tam in opazoval, kako se iz plameneče cerkve vali dim, ko so jo požirali zublji, ko jo je hudič spet terjal zase. Črna kapuca je zakrila nižavo slave, medtem ko so besneli svetli peklenski ognji. Dokazal sem mu svojo pravo vrednost in utešil me je, naj se zavedam, da je moje delo opaženo in izrazil svoje zadovoljstvo. Njegovo zadovoljstvo, moja zamaknjenost. Nisem hodil sam, on me je za roko vodil. In ves strah je pominil. Na vzpetini, v bližini kolibe, kjer sem bil na preži, je bil pogled na ukolite,
oborožene z baklami in lesenimi senenimi grabljami, kot na mravlje. Drli so se in vzklikali in razpihovali plamene. Zanimalo me je, kako te mravlje, te mrzlične pege tam doli vidi Gospod. Stegnil sem roko. Niso bile večje od mojega palca. Ko sem razprl prste na roki, sem videl, da se raztezajo po vsej širini nižave slave, nato pa jih počasi skrčil in jih vse, s plameni vred, stisnil v pest. Zasmejal sem se in dolina se je zatresla in od smeha vsa zazvenela. Obe deli je še treba dodati v prevodu Andreja Pleterskega. Sem pozabil dodati prej. Na ogromnem plazmatskem televizijskem sprejemniku, ki stoji v nasprotnem vogalu dnevne sobe majhnega dvoetažnega stanovanja v New Havenu, se Zajčiju zazdi, da je s skrajnim robom vidnega polja ošvrknil nov interni posnetek rogatega morilca, ki se svojo prepoznavno greblico preriva skozi stampedo kupcev. Toda Zajči glede videnega ne more biti povsem 100-odstoten, saj je zaslon prešla zagozda pozno popoldanskega sonca in prizor zdesetkala. Vendar v zbledelo pisanih točkah zaslona vseeno zaznava zdaj že znani občutek groze. Prepoznava namreč prestrašene krike množice in se za drobec sekunde vpraša, kako blizu Brightona je pravzaprav ta nori kreten, medtem ko Pamela Stokes razlaga. Ponujamo izjemno blažilno vrhunsko linijo za nego kože, ki najboljše dognanja v dobrem stoletju dermatoloških raziskav združuje v čutno ugodnih, razkošnih recepturah. Zajčiju se Pamela Stokes zdi, kot da je prišla iz zbirke večno potrebnih pudlovih mokrih sanj. Oblečena je v krvavo rdečo majčko, zavezano za vratom, napeto prek marsovskega joškovja in okrilo iz črnega džinsa z arabesko smaragdnega blišča na vsakem stegnu. Obrvi ima urejene, popolno oblikovane. Izraz na njenem obrazu daje vedeti, da je izkusila že marsikaj, njeni očesi pa sta brezdanja vrelca doživeti. Na levi ličnica ima drobceno brazgotinico v obliki črke V, kakor bi jo tja kljunil kakšen ptiček. Kaj se je zgodilo z vašim nosom, ga vpraša. Dolga zgodba, reče Zajči in rahlo potipa čepka iz okrvavljenega straničnega papirja. Bodi dovolj, da rečem, da drugi tip zgleda dosti slabše, reče v mahavem odvračanju slehernega nadaljnega komentarja, doda zgolj, da jaz vsaj še imam nos. Zajči se skloni v naslonjaču in nadaljuje v isti tonski višini. Ta celovita kolekcija deluje v sinergiji z naravnimi ritmi vaše kože, s čimer je ščiti pred znaki prezgodnjega staranja in vam zagotavlja enkratne blagodejne učinke pri njeni negi. Ali imate v tej vaši firmi vsi imena po luškanih živalcah? In Pamela s svojim vročim, rožnato se svetlečim nohtom pokaže na logotip na Zajčevem vzorčnem kovčku. Eternity Enterprises. A? Reče Zajči. On vam je povedal, kje živim, a ne? Reče Pamela in pogleda Zajčija naravnost v oči. Aha, kako mu je že ime? Pudl, reče Zajči, ko odvija zamašek zmicene tubice kreme za roke. Zdaj vzdihne. Kakšen kurčev dan, si misli. Pizda imajo vse babe menstro na isti dan. Kaj je rekel o meni, reče Pamela. Rekel je, da ste izredno hvaležna stranka. A res da?
reče Pamela in Zajču se za voljo dramatičnosti njenih pljuč, ki se trudno polnijo zrakom in ga skestano izdihujejo, kar oči zameglijo. Izredno služna, je rekel, celo velikodušna. Zajči opazi, da je nad kaminom postavljen velikanski svetlo model zajec, zavit v celofan, a še preden bi to neverjetno sovpadanje utegnil premleti, se Pamela, ki je videti, kot bi bila primorana v sprejetje neke neprijetne in nesrečne odločitve, pogrezne v sedežno garnituro in reče: povejte mi kaj več o losjonu za roke. Torej, Pamela, ta bogati vlažilni losjon kožo pomlajuje, saj jo mehča in z njo odstranjuje in z nje odstranjuje odmrle površinske celice ter jo gladi. Pamela si seže pod krilo in si z rahlim pomikom bokov navzgor sname hlačke. Bele in enobarvne so kot snežinke. In jo tako pomledi, sestavljajo sproščujoče dišave. Pamela si spodreca krilo in razkreči noge, ki koži vdihujejo občutke ugodja in spokoja. Pove Zajči, ki na vrhu njene špranje opazi izoblikovano nekakšno domino črnih dlačic, ki je tam centrirana kot gusarska zastava oziroma piratska ali kaj takega. Za trenutek zamiži in si predstavlja nožnico Avril Lavigne, po licih pa mu polzijo solze. A ste v redu? Vpraša Pamela. Težek dan je za mano, reče Zajči in si s hrbtom dlani otre obraz. Nekakšen čuden občutek imam glede vas, mu reče vse prej kot neprijazno. Ja, reče Zajči, mislim, da vam bo šlo še veliko na slabše. Vem, ji pove z nenadno omotično zavestjo. Tega se bojim. Pamela potisne boke naprej. A so ti všeč muce, Zajči? Zasliši se mehak cmokljav zvok, ko se Zajčiju povesi spodnja ustnica. Leta se mu v glavo naglo filmično odvrtijo nazaj. Ja, zelo, ji reče. Kako zelo pa? Obožujem jih. Med zvratno vožnjo skozi predor življenja občuti sproščanje obilne duševne teže. Kako zelo pa? Obožujem jih nad vse. Obožujem bolj kot življenje samo. Pamela ponastavi položaj svojih bokov. A obožuješ mojo muco? Ga vpraša. Potisne si dolgo ukrivljen prst v nožnico. Vsekakor, neizmerno jo obožujem, reče Zajči z drobnim, nezamotanim glasom. Oboževal jo bom v nedogled. Pamela ga rahlo ukara. Sam mi ne bi lagal, Zajči, mu pravi, pri tem pa razpira levo dlan in z njo kroži kot kakšna rožnata amputirana morska zvezda. Nikdar, vse je resnica, samo resnica in ničesar drugega kot resnica. Častna beseda, prisežem. Pamela izvleče prst, ki se ves lesketa, ko Zajčija z njim pozove k sebi in iz globine grla izreče: potem pa pridi in si jo vzemi. Zajči zdrsne z naslonjača, se spusti na vse štiri in se zgibi, ki se zdijo negodni in nebogljeni, splazi čez zaguljeno preprogo njenega stanovanja. S tubico kreme za roke v pesti, hudo raketo v gatah in spodko potočenih solz za sabo. Hvala. Hvala. Zajči obrne ključ za vžig in njegov rumeni Fiat Punto oživljen bolehno zahrope.
Na obronkih vesti ga nažira krivda nižje stopnje, če jo je mogoče tako imenovati. Nadležna zgroženost za ura že 12:15, njega pa še vedno ni doma. V spominu mu je bežno, negotovo obležal podatek, da je bila Libi prejšnji večer še posebno iz sebe. Vendar se ne more domisliti, zakaj. Sploh pa je danes lep dan in Zajče ima ženo rad. Kar priča o Zajčijevem neustavljivem optimizmu, da sedanjost ni prekinila stika z zlatimi časi njunega dvorjenja. In zato, ko se spomni na ženo, ni tako pomembno, koliko sranja in špetira se drži njunega zakona. Saj je njena rit čedalje čvrstejša. Prsi so kot torpeda in še vedno je lastnica tistega punčkastega hihitanja in veselih modrikastih oči. V trebuhu se mu razpoči mehurček radosti, ko s parkirišča zapelje na božansko obmorsko sonce. Lep je dan. In res je, ženo ima rad. Zajči svojega punta manevrira skozi vikendski promet, se pripelje na obalni pas, nato pa jo malo da ne očarano zagleda. Delirično farso poletja, ki poteka pred njim. Skupine škarjenogih šolskih stvarčic in njihovih trebušastih pripončic s piercingi, sponzorsko označene tekačice, vesele, ritaste pasje sprehajalke. Vidi pare, ki na poletnih zelenicah dejansko občujejo. Pičkico, sploščeno pod erotično oblikovanim kumulosom. Mater, na tone punski so bile za stvar, velike, majhne, črne, bele, mlade, stare, lahke nastavljačke, slastne samohranilke. Sijoča radoživa oprsja modelk povoskanih bikini predelov, kamenčkastih ženskih zadnic, še svežih s plaže. Mamica moja, vsa ta krasota, pomisli Zajči. Blondinke, brinetke in zelenooke rdečeglavke, ki jih človek preprosto mora oboževati. In tako punta po polžje upočasni in okno odvije do konca. Zajči pomaha na bildani pupi z iPodom in tekaškim topom iz lajkre, ki mu mogoče pomaha nazaj. Črni miški, ki se po zelenicah odriva na rumeni skakalni žogi, vsa čast. Na polnagi šolarki s keksastim fukflekom pri dnu hrbtenice, za katerega se prečudovito izkaže, da je tatu traka ali loka. Kot iz škatlice, zavpije Zajči. Saj ne more biti res. Potem po volčje zatuli čisto golemu primerku s popolno brazilsko depilažo, za katerega po temeljiti preučitvi ugotovi, da ima v bistvu oblečen kožni pajac, ki se ji anatomsko prilega kot klobasni ovoj. Pomaha trojčku amazonskih bogin bivoljskih bedresu v ugicah, ki nabijajo nadstandardno napihljivo žogo. V počasnem posnetku pomahajo nazaj. Pribije hupo dvojici presenetljivo vročih lezbačic, ki mu pomolita Fakiča. Zajči pa se zasmeje in si jo predstavlja na dildo nasajeni, v akciji. Potem zagleda punco odrgnjenih kolen s kitkami, ki liže lučko Brighton Rock rdeče modrih prog. Zatem punco, ki ima na sebi nekaj neopredeljivega, ker deluje, kot da je ovita v kožo postrvi šarenke. Potem nekakšno varoško ali koga že, ki se prepogiba čez otroški vožziček, pa belo pego njenih hlačk, da kar pihne zrak skozi zobe in pribije hupo. Potem pred oči dobi nekam nebogljeno, a krepko pisarniško deklico, ki se je ravno ločila od svoje kokošje druščine in zdaj pijano cikcaka po zelenicah sama in brez kompasa. V kratki majici z napisom Cvilim kot pujska in z velikim napihljivim penisom v roki. Zajči preveri, koliko je ura, razmisli in se lepo upelje naprej. Zagleda nenavadno zakrito bejbo v bikinkah z viktorijanskim zadkom. Nato pa pomaha čedni narkomančici, precej podobni Avril Lavigne, isto črno črtalo, ki sedi na kupu revij Big Issue pred vhodom v razpadle pritikline hotela Embassy. Vstane in oddrsa proti njemu, vsa koščena, z ogromnimi zobmi in črnimi pandastimi kolobari pod očmi. Nakar Zajči ugotovi, da sploh ne gre za drogerašico, ampak za slavno super manekenko na vrhuncu uspeha, katere imena se ne spomni, zato mu tič v gatah stopi še strumneje. A potem, ob podrobnejšem ogledu, ugotovi, da gre vseeno za drogerašico in pelje lepo naprej,
Čeprav je vsakomur, ki se kaj razume na to zadevo, jasno ko beli dan, da drogerašice fafajo najboljše, kokainske kurbe pa najslabše. Zajči prižge radio in oglasi se hit Kylie Minogue Spinning Around in kar verjeti ne more, kakšno srečo ima. In preplavi ga val skoraj da brezmejne radosti, ko nastopijo od smokavi rajci ksinti. In Kylie izkriči svoj delikantni hvalospev analnim odnosom in prikliče si Kyline zlate vroče hlačke. Tiste veličastne zlataste oble. Kar ga spomni na nabijanje velike bledikave zadnice na takarice reke in na svoj trebuh poln klobas in jajc tam zgoraj v hotelski sobi. In začne si zraven prepevati: vrtim se okoli in okoli, umakni se mi, vem, da me ne čutiš, saj tako je všeč ti. In zazdi se, da ta ista pesem prihaja iz vseh oken, vseh avtov, vseh koncev sveta. Ritem pa pribija kot 300 mater. Potem zagleda skupino zašpehanih šopingerk z njihovimi nasladnimi trebušnimi preponami in ledeno svetlečo šminko, eno potencialno hudo arabsko bejbo v burki do tal, Madonna žnable iz Arable. Zatem pa kurčev jumbo plakat z reklamo za Wonderbra ali kaj že in reče to! Ter podivjano, hupajoče skrene in se preusmeri na 4. avenijo. Pri tem pa že odvija pokrov z vzorca kreme za roke. Parkira in si ga vrže na roko, da se mu na obrazu riše širok, zadovoljen nasmeh. Moške mane pa se znebi v mačefitno obloženi nogavici, ki jo hrani pod avtomobilskim sedežem. Uf, reče Zajči. DJ na radiju pa pravi: Kylie Minogue, kdo teh vročih hlačk naravnost ne obožuje? In Zajči reče: itak. In punta usmeri v promet, potem pa se pelje 10 minut, kolikor traja, da pride do svojega stanovanja na Grayson Courtu v Portslandu. Pri tem pa se še vedno nasmiha in smeje in sprašuje, ali bo njegova žena Libby, ko bo prišel domov, slučajno za akcijo. Ko Zajči zavije na Church Road, DJ še vedno nekaj naklada o Kylijnih zlato prešitih, svetlečih se vročih hlačkah, čež da je v nekem avstralskem muzeju hranijo v trezorju pri stalni temperaturi in so bojda zavarovane za $8 milijonov, več kot torinski prt. Zajči začuti, da mu vibrira mobitel in ga razklene. Zajame sampo, izdihne precej zraka in reče: kaj? Zajči, enega ti moram povedati. Iz pisarne kliče Jeffrey. Jeffrey je Zajčev šef. Po Zajčevem mnenju pa tudi kar precej beden primerek, ki se je zašpehal v tisti svoji mišji luknji od pisarne na Western Roadu, kjer se je skoraj da že zvarjen s tistim zmatranim vrtljivim stolom, s katerega se najbrž bolj redko premakne. Pred milijoni leti postaven tip. Na zadnji steni njegove pisarne v okvirih visijo fotografije, na kateri je v formi in malo da nečeden, pa si ga poglej zdaj. Razbacanega prvrznjaka, sluza s tem glasom, ki švica in noslja in se krehota v robec, s katerim stalno teatralično pomahuje, ko ga stiska v pesti. Po Zajčevem mnenju je Jeffrey res da beden primerek, vseeno pa mu je všeč. Včasih odseva nekakšno očetovsko, skoraj badovsko modrost, s katero pri Zajčiju priložnostno naleti na ugoden odziv. Povej, debelinko, reče Zajči. Jeffrey Zajčiju pove šalo o tipu, ki seksa s svojo punco in ji reče, naj se postavi na vse 4, da jo bo nabrisal v rit. Deklina pa pravi, da je to malo perverzno. Tip pa, da je to malo kunštna beseda za 6-letnico, na kar Zajči reče, tega sem že slišal. Iz radia se oglasi pesem, ki je Zajčiju ne uspe prepoznati. Naenkrat pa se vsa stvar izgubi v izbruhu hreščanja. Zato Zajči radio po Zajči ritne in pravi kurac, na kar iz njega bruhne bučna klasična glasba. Sliši se, kot bi trobentala prihod nečesa, kar pošteno presega meje grozljivega. Zajči avtoradio pogleda po strani. Naganjamo strah v kosti, ko tako naključno in samoljubno izbira, kar želi slišati, zato ga utiša. Jeben ti pa ta radio, reče Zajči. Kaj? Reče Jeffrey. Avtoradio imam. In Zajči zasliši trpeči cvilež stola in kako Jeffrey na drugi strani zveze odpre pločevinko lagarja. V kurcu. A pridete v pisarno, gospod Zajkovič, reče Jeffrey. Zakaj pa bi? Ker je tvoj šef osamljen in ima poln hladilnik pira. Moram iti pogledati ta staro, Jeffrey.
Daj pošli moje pozdrave, reče Jeffrey in globoko rigne. Bom, reče Zajči. Poslušaj, Zajč, neka ženska je klicala v pisarno, pravi, da je negovalka od tvojega fotra, ali kaj že. Pravi, da se moraš oglasiti pri fotru, ba je da nujno. Pa kaj je spet? Lej, jaz ti samo posredujem. Zajči s puntom zavije na sprednje dvorišče Grayson Courta. Tleskoma zapre mobitel in parkira. Stopi iz avta s svojim vzorčnim kovčkom in čez ramo vrženim sukničem. Pri pazduhah kanarčkasto rumene srajce so se mu naredili potni kolobari. Po fuku z reko si je oblekel novo. In ko koraka čez dvorišče, začuti znano in ne prav neprijetno tiščanje v dimljah. Mogoče pa le, si brunda pri sebi in misli na ženo. In si treplja briljantinasti koder, ki mu zavito in domišljavo tiči na čelu. Vstopi k stopnišču in se zakadi po betonskih stopnicah. V prvem nadstropju pa gre mimo punce v kratkem miniču penicilinaste barve in beli majčki iz raztegljivega bombaža, na kateri piše Jubiš Froce. Na obrazi ima pritrjenega 14-letnega mozoljastega poba v zamazano sivih trenirkastih hlačah. Zajči opazi, kako skozi raztegljivo tkanino majčke štrlijo majhne nabrekle bradavičke in se, ko gre mimo, nagne v bližino njenega grla. Previdno, Cynthia, tale cucek ima neko bolezen, ji reče. Fant s telesom belim kot ribji trebuh, radiatorčki in aknasto prevleko po ramenih reče, jebi si mater, pizda. Zajči iz sebe spusti serijo pasjega lajanja. Uf, 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 se oglaša in sklanja čez stopnišče, medtem ko prestopa po 2 stopnici naenkrat. Pridi sem, če si upaš, ti seronja, reče Pob in mršče obraz, ter se zaganja, da bo šel za njim. Mlado dekle po imenu Cynthia reče Pobu, on je čisto cool, daj pusti ga. Nato pa razgali svoje dolge zobe z aparatom in se kot lunarna sonda ali kakšen piškur goltno zarije v Pobov vrat. Med korakanjem po prehodu do vrat Zajči po žepu kuplje za svojim ključem. Vhodna vrata so prebarvana z enako kanarčkasto barvo kot Zajčjeva srajca. In Zajčiju za hip pred očmi poblisne Libijina podoba izpred 10 let. V leviskah in rumenih gumijastih rokavicah, ki čepi pri vratih in jih barva. Se mu smeje in si s hrbtom dlani z obraza odriva pramen las. Ob odprtju vrat se zdi notranjost stanovanja temna in čudna. Pri vstopu pa Zajči iz rok spusti vzorčni kovček in poskuši suknič obesiti na kovinski kavelj, ki ga tam več ni. Odlomil se je. Suknič pade na tla v črn kup. Pritisne stikalo na zidu in nič se ne zgodi. Opazi, da žarnice na stropu ni več v okovu. Zapre zahodna vrata. Stopi korak naprej in ko se mu oči privadijo na temo, z občutkom zmedenosti zazna še hujši nered. V stoječi luči, katere resasti senčnik se nagiba pod nenavadnim kotom, gori enojna žarnica. In v tej bledo brleči svetlobi opazi, da je pohištvo premaknjeno. Njegov naslonjač, recimo, gleda v steno kot neubogljiv šolar, ves pokopan pod pezo odvrženih oblačil, laminirana toaletna mizica prevrjena, njene noge polomljene, razen ene, s katere visijo Zajčjeve gate kot zastava sramote. Ti mater, reče Zajči. Na klubski mizici je naložena gora škatov od pic in kakšen ducat neodprtih 2-litrskih plastenk Coca-Cole. Zajči v počasnem posnetku vidi, da so, kot kaže, naokrog razmetana v glavnem njegova oblačila. Širi se kislobna in sladkobna vonjava, ki Zajčija na določeni ravni na nekaj spominja, a mu ne uspe prepoznati na kaj. Jujati, se zasliši glasek in nenadoma se v modrih kratkih hlačah, bosih nog in razpršenega mraka pojavi 9-letnik. Ne ga jebat, Zajko, mater, na smrt si me prestrašil, reče njegov oče, pri tem pa se vrti sem in tja. Kaj pa se je tukaj zgodilo? Ne vem, mati. Kaj misliš s tem? Ne vem. Madonna, se živiš tukaj ali ne? Kje imaš mamo? V sobo se je zaklenila, reče Zajči mlajši in se podrgne po čelu, nato pa popraska zadaj po nogi. Noče ven, a ti? Zajči se ozre naokoli in se uklešči med 2 vzporedni misli. Prvo, da gre stanje v stanovanju jemati osebno, da nekaj sporoča.
Zdaj vidi, da je nekaj njegovih oblačil razrezanih in raztrganih in da je zanj v neki obliki odgovoren. Na obronkih njegove psihe iznad ograde pomoli neka neopredeljiva krivda, nato pa spet ponikne. Vendar to nelagodje izrine druga, nujnejša ugotovitev, ki mu razpoloženje spremeni. Da se namreč seks z ženo danes skoraj zagotovo črta z dnevnega reda, zaradi česar maksimalno popizdeva. Kaj misliš s tem noče ven? Reče in skozi dnevno sobo odkoraka na hodnik in pri tem vpije Libi, Lipka. Na hodniku je po preprogi enakomerno in namerno raztresena škatla čokoladnih kosmičev. In zajči čuti, kako mu pokajo pod nogami. Zadere se še glasneje, ves razjarjen. Libi je benti mater. Zajči mlajši sledi očetu po hodniku in pravi, ati, povsod so kosmiči. In taca po njih z bosimi nogami. Nehaj že s tem, reče zajči fantiču. Z vso silo zarožlja s kljuko na vratih in se zadere, Libi, odpri vrata. Žena pa nič. Zajči prisluhni uho k vratom in zasliši, da iz sobe prihaja nenavaden vokal v visoki legi. Libi, reče potiho. V tistem čudnem vesoljskem mjavkanju je nekaj zajčiju ne povsem neznanega, kar nanj vpliva tako, da upogne glavo nazaj, kar zagleda, da na hodniku z praznega žarničnega okovja visi nitasto razpršilo kot električno modro drobovje nekakšnega vesoljca ali kaj podobnega. S prstom neverno pokaže nanj in reče kaj? In čez čas v počasnem posnetku pade na kolena. To sem jaz naredil, reče zajči mlajši in pokaže na preplet izbrizganih niti. Oprosti. Zajči prisluhni oko k ključavnici. Aha, vzklikne in se spravi v pogon. Skozi ključavnico vidi ženo Libi, kako stoji pri oknu. Začuda je oblečena v oranžno spalno srajco, ki jo je nosila na poročno noč in je zajči ni videl že leta. Hipoma, bliskoma se kot v sanjah spomni svoje novopečene žene, ki v njunem hotelu za mladoporočence stopa proti njemu. Medtem ko ji domala prosojno blago spalne srajce, tvegano visi z nabreklih bradavic. Pod njo pa fosforna koža. Packa rumenih sramnih dlah, zastrtih in pred očmi plešočih. Ko tako kleči med čokoladnimi kosmiči z ušesom prislonjenim k ključavnici, zajči v neslutenem navalu vzhičenosti pomisli, da z obeti popoldanskega fuka zdaj kaže že bistveno boljše. Daj no, Miška, tvoj zajčon je tukaj, ji reče. Libi pa nič. Zajči skoči po konci, s pestjo potovče po vratih in zavpije, odpri že ta vrata, pizda. Zajči mlajši pa pravi, imam ključ, ati. Vendar zajči fantiča odrine, stopi nekaj korakov nazaj in se zaleti v vrata. Fantič reče, ati, jaz imam ključ. Zajči pa zasika, spravi se mi stran. In se tokrat v vrata zakadi kot zblaznel, z vso silo, da od muke kar zakruli, vendar se vrata še vedno ne vdajo. Kurac! Zavpije nemočno. Se vrže na kolena in oko besno prisloni k ključavnici. Odpri vrata, pizda, ta malega je strah. A ti, umakni se, zajko, ključ imam, pravi fantič in očetu moli ključ. Pa ne moreš tega prej reči, Madonna. Zajči vzame ključ, ga vstavi v ključavnico in odklene spalnična vrata. Zajči mlajši se poda za očetom. Opazi, da so na sporedu telebajski, vendar mali prenosni televizor leži na tleh pri oknu. Rdeči, ki mu je ime Po, ima na glavi okroglo anteno. Govori na način, ki ga fantiču ne uspe več razvozlati. Ne da bi odmaknil oči z televizorja, fantič zapazi, da je njegov oče obstal. S kotičkom očesa namreč zazna nekakšen mirujoč madež. Zasliši, ko oče izreče besedo pizdarija, vendar s tihim, začudenim tonom, in odloči se, da glave ne bo dvignil. Pogleda pa preprogo in jo gleda še naprej. Nato pa opazi, da se mu je med prsti leve noge nastanil en čokoladni kosmič. Zajče še v drugo potiho zakolne in si takrat z roko pokrije usta. Libi Monroe v oranžni spalni srajci visi z varnostne rešetke na oknu. Noge ji slonijo na tleh, kolena pa ima spodvite.
Zadavila se je z lastno sključeno težo. Njeno obličje je barve jajčevca ali česa takega. In zajči, ko zatiska oči, da bi se otresal te misli, za trenutek pomisli, da nima slabih jožkov. Bog ni čezmeren. Ne boš ga zalotil, da bi tratil prav obilo nebeškega plina na vljudnostih puhlicah in brezdelnem blebetanju. Prav tako mu ni prav veliko do branja levitov. Mimo so časi vsiljivih metod oglaševanja, starih dobrih omemb večnega cvrtja v peklu s povzdignjenim glasom. Dan danes Bog trguje specializiranim blagom. Zakaj danes so se ljudje za voljo posmrtnega nebeškega kraljestva manj voljni ločiti od svojega predragega gmotnega udobja in posvetnega ugodja? Božje odjemalstvo je zatorej pičlo in izbrano. Hudič pa zajema z lopato. Bog je dozorel. Ni več zaletavo brezobzirno bitje iz zaves, vehementni trgovec slavo z malho poceni sejmarskih potegavščin in udarnim glasom, ognjeviti mešetar z gorečimi grmi in čudežnimi palicami. Dan danes Bog ve, kaj hoče in ve, koga hoče. Če je presodil, da bo za orodje pri svojem velikem načrtu izbral tebe, potem ti rečem, moraš biti to pripravljen sprejeti, doumeti in se ravnati po njegovih navodilih, brez vprašanj ali debate. Bil sem Božji meč, oster in nabrušen in nared, da useka. Bliskal sem se v sončavi. V osami sem sedel na vrhu vzpetine, ki se je iza kolibe prevešala do trstišč. Z rokami sem si oklepal kolena, ki sem jih potegnil k prsim, spodnji del obraza pa mi je nekako poniknil v pregibih rok. Takole je zvit v klopčič, sem opazoval dolino. Ko sem gledal dol, sem malce premišljeval. Opazujoč dolino sem videl črna polja in visoko zoglenelo sladkorno trsje, slečeno ščavja, ki ni več šepetalo, marveč obmolknilo in čakalo zdaj, ko je bila na pohodu smrt. Videl sem skupine rezačev, prepotene in sajaste, ki so mačete zaganjali nizko pod stebla. Rezači so zamahovali, trstje je padalo. Opazoval sem, kako mi ti moški načrtno uničujejo stečino, iste svinje, ki so prodrle v moje močvirje in mi do tav razrušile votlino. Ta ista golazen, ki je stolkla in razsula moje zaklade, vse tajne, ki sem si jih bil nabral, temne zaplate nakopičenih čudes, pradavne lupine, drgetejoče peresne zbirateljske predmete, škatle in še enkrat škatle redkih in neznanskih skrivnosti, krhke koščice in kljuke, ujete zvoke, rahle trofeje, tekočine in glutene, primerke napraskane skozi ves obstoj. Vse, kar sem kdaj mislil, kar storil, kar bil, vse začepljeno, pokrito ali zastekljeno, vse to sem bil jaz, okostnjak, z katerega je visela moja bleda borna koža. Vsega konec. Mojega jebenega doma, lastnih kosti, konec. V tem brezvestnem posegu vame so vandali duše s seboj odnesli preteklost, mojo zgodovino in namesto nje pustili senco. Luščino. In ko sem tako sedel na strmini, gledal in razmišljal, sem začutil, da v meni žene nekaj trdega, trnjavega, osatu podobnega in me zapolnjuje, zamenjuje vse, kar je bilo uničenega, razbitega in v prah zdrobljenega pod škorni in zamahi pesti. Čepel sem in sikal, dlani so mi utripale in otekale, da sem dobil občutek, kot da bi jih bil do zapesti zaril v oser. Pihal sem vanje, a dih me je žgal. Vse drobcene podplutbe in večje, starejše brazgotine so mi po dlaneh in zapestjih urisovale zemljevide, kakor bi imel skeleče vijoličaste užige. Podobno pa so se mi
krvi na žrti z deli možgani, zakaj zdramljeno mešanje in zvijanje v pospanih duplinicah strupenih misli mojega uma je zlezlo na površje kakor po nekemu veke razvlečenem zimskem spanju, kot jamski rilčasti gadi, ki jih lepijo po surovem mesu. Potil sem se, sopel. Ozrl sem se zopet k poljem v upanju, da bi spravil boljšo voljo. Da bi se spravil v boljšo voljo. Skušal sem iz prizora pred seboj izvleči nekaj vedrine. Na smrt zgarani delavci med opravljanjem garaškega in težaškega poljedelskega dela, a je sovraštva osad le še bolj vzcvetel. Pizda vam materina, sem pomislil. Zalotil sem se, da si želim, da molim, da bi se opoldansko sonce že tako peklensko vroče vrtelo še bolj žgoče, dokler se širni orali neposekanega trstja ne bi začeli tako smoditi in kaditi, da bi delavcem koža pričela brbotati in se mehuriti in bi se jim, ko bi sonce žarelo in bi letina vzplantela, začelo od rok in nog in hrbtov in kričečih lic v mokrih rdečih trakovih sloj za slojem luščiti spečeno meso, dokler jim zogledele kosti ne bi predrle tankega kožnega tkiva in bi jim omrežje žil in poslednje razcefrane krpe kože odpadle v čeber krvne gošče, na kar bi se oglodani okostnjaki sesuli v pepel, v naprstnik ogorkov, v pijajoči prah, v mrtvo smrt, jebem jim mater. V bojazni, da se ne bi vnel, ki je še sam, če se bom še naprej spogledoval, s takimi požigalniškimi misli sem pogled preusmeril drugam. Zazrl sem se preko poljan na glavno cesto, kjer se je na obronkih nasadov gnetla druščina kakšnih 30 šolarjev in bila deležna učne ure o dolinski sladkorni industriji. Z njimi je bila peščica odraslih in nemudoma sem prepoznal gospo Anna Pearl Wells, podravnateljico na šoli v Kulorove doline, po njenem impozantnem pokrivalu, ne tako drugačnem od redovniške oglavnice, ki je zakrivalo ušesa in vrat, spredaj s šemasto štrlečim vrhom, kakor orjaški kljun race, ki gaga. Čeprav s precejšnje oddaljenosti pa sem zlahka razpoznal tudi Mary Henley, ki se je vzpenjala za dobro glavo više od svojega moža, ki ga je bilo spoznati po požaru živordečih las in roki v novi živosijoči podporni prevezi. Mary Henley, Goljat med prvošolčki, je stala nekako ob strani, medtem ko si je gospa Anna Pearl Wells s svojim malinosto rdečim zakritim obrazom v kontrastu s poškrobljenim pokrivalom povzročala sive lase in zganjala paniko zakopiti svoje črede gonečjo sem ter tja. S pisalno podlogo v roki in v klobuku pa je zajeten možakar, nedvomno tovarnar, kot je kazalo, odgovarjal na vprašanja, ki so mu jih zastavljali otroci. Tistega dne je bilo moje razpoloženje tako do konca črno, da misel, da bi se splazil skozi visoko travo onkraj ceste in vohljal za njimi, v meni ni niti najmanj vznemirjeno vzdrhtela. Kar sedel sem in gledal, čez čas pa sem gledal, na nek način pa tudi ne gledal, saj se nisem mogel otresti ubežnih misli. Občasno mi je pozornost nekako odneslo proti pločevinastima zbirnima kolibama, ki so jo na Huparjevem griču postavili leto ali dve poprej, da bi tam skladiščili sladkor, surovi in rafinirani, nared za dostavo v Peterson. Razmišljal sem o škafcih melase, zvrščenih ob notranjih stenah kolib, in razmišljal sem o temnem, težkem sirupu, tako sladkem in lepkem. Oko mojega uma je v spomin priklicalo bleščično rožnato prikoličico, ki je nekoč stala na tistem istem griču in v sladkornem soku svojih sanjarij, slajšem od cirkove vigredi, sem si pričaral njeno podobo medene polti in cukrenih kosti, tako da sem nekaj časa plaval v ambrozijski melasi in pri vidih Casey Moe se vzpenjal po njenem griču iz satovja k njenemu rožnatemu lončku medu. In srcem, ki je bilo v blaženosti, sem vanj namočil dlani. Vendar breščanje oziroma brenčanje ni bilo čebelje, ne, temveč mušje, zakaj plavala je v jarku vznak ležeča, obraz so ji krile stigme pretepene cipe črnih oči in zlomljenega nosa in brez enega samega zoba v ustih, njeno telo v krastavih oznakah ločugarstva,
Roke v mučeništvu zbodljajo v zasvojenosti, prsi v modricah, za nameček pa redki lasje, umazana mrtva kurba v jarku. Saj, če imaš enkrat eno brazgotino na obrazu ali srcu, je samo vprašanje časa, kdaj ti bo kdo zadal še eno. In še eno. Dokler ne mine niti dan, da te kdo ne bi brezčutno prebutal in ni mesta, iz katerega te ne bi izgnali in iz tebe nastane takšno vražje razdejanje, da se nazadnje nekako ne zdi prav, da te ne bi pretepli kot Kristusa. In v letu dni, po tisti prvi frdamani jeseni, po tistih prvih spuščenih pesteh, po tvojem prvem izgonu, z muhami, ki ti brenčijo pred očmi, pristaneš nazaj na istem mestu, v istem kraju, bolj mrtva, kot kadar si odšla in se v pomijah namakaš, umazana, na smrt pretepena kurba v obcestnem jarku. Vendar delček tebe ne umre. Delček tebe živi naprej. Iz tega pokvarjenega in pritlehnega delca ustvariš siroto in jo počiš naravnost v naročje onih, ki so te prvič oropali sladkosti, je namreč izprijeni sad njihovih zločinov, je njihova kri, njihov greh. Tja sodi, otrok krvi, zalega greha. Znova se posvetim cesti. V prahu pod slepečim soncem se blešči Beti. Zraven nje se nek plešasti možic v temni obleki muči z odpiranjem velikanskega živordečega senčnika. Ona stoji po konci in mirno. Snežno-bela srajčka in krona zlatih kodrov ji sijeta z brezsramnim bliščem, od katerega me skelijo oči. Močno jih stisnem. Njen si v temi trpoli, kakor srebrn ognjeni zubel v zlato pomočen, svetilno telo mojega trenutka slepote. Kačasti kodri se valijo in vijajo preko ramen, oddajajo nekakšno auro, domala aureolo, tiho zračno svečavo okrog njene svilnate krone. In rečem naslednje, če ne bi bil izvoljen za edino pričo otrokovega vznika v dolini in kot edini gojil to edinstveno srž vednosti, bi čisto lahko nasedel njeni nezaslišani slepariji. O, prevarantka žareča, o, sleparka zločesta. Še enkrat sem ošvrknil cesto. Šolarjev ni bilo več. Najbrž so se pobrali v učilnice. Cesta je bila prazna, izvzemši dve drobceni postavi, temno pego in svetlo pego, s trdovratnim živordečim senčnikom, ki sem ju gledal, kako gledata trstarje tistega uvodnega dne sezonskega spravila pridelka. Spomnil sem se besed preroka Izaije. Vi pa stopite sem, sinovi čarovnice, zarod, ki prešuštvuješ in se vlačugaš. Iz koga se norčujete, proti komu se širokoustite in iztezate svoj jezik, mar niste otroci pregrehe, zarod prevare. In na tem mestu me je Gospod, ki se je oglasil iz notranjosti, nagovoril s kratkimi in jedrnatimi navodili in zame neznosno krasnim glasom. Eukrid, je začel. Eukrid. Tako sem obsedel in prisluhnil v nemem čudenju, ko je spregovoril. Eukrid, je začel. Pozdravljeni jamarji in jamarke, v prevodu Andreja Pleterskega, kejverke in kejveri. Dovolite mi samo, da zaključim tole prebiranje Nika Cavea z njegovo prvo knjigo, ki ste jo videli prejle v, no, ne ravno v fizični obliki, ampak v besedni. The ass, kako je že bilo? And the ass saw the angel, v prevodu Andreja Pleterskega, ko je oslica zagledala angela. Naj to zaključim z zadnjim poglavjem, stranjo in pol, potem pa boste lahko šli svojim jamam naproti. Čas pritiska, ja, čas res pritiska. Čudno, saj še nikoli poprej ni. Niti enkrat, kolikor se jaz spomnim, niti enkrat v vseh 28 letih mojega življenja, niti enkrat se ne spomnim, da bi.
28 let, se pravi, približno 10 000 obhodov urine številčnice. Kristus. Ko pomislim, da sem sedel na svoji nemi riti in preposlušal teh 18 milijonov tikov in 18 milijonov takov, te idiotsko oštevilčene ure, kjer ni bilo ničesar mojega, razen časa kot dreka na pretek, zdaj ob moji smrtni uri, ko bi mi nekaj prostora prav prišlo, pa kaj se zgodi? Zaslišiš? Zgari se buksel, dajmo no, že končat, kolega. Zaslišiš? Dajmo se no zmigat, pizda. Ni prav enostavno tole umiranje, sploh ni enostavno. O, kaj bi dal za en pošten vdih zraka s polnimi pljuči. Medtem ko ga veže ta trk in srk blata, a sam hkrati plava, zalit z ozvezdjem ožeče se atmosfere, mi želodec kvišku mečejo valovi slabosti, ki se borijo s stiskajočimi palčkami mojih reber, skoraj kakor bi se koža in kost oženili, da bi postali korzet, ki se kar ne more načakati, da bi videl, kako mi je slabo do samega drobovja, srca, pljuč, do vsega skupaj. Nezadržno se mi žolč v žrelo dviga v očitnem skladju z mojim spustom. O moj spust, o moj spust. Kakor v življenju, tako v smrti vse navzdolj pobira. Od oči do možganov bolečine rezila. Davim se na odplakah, okoli mene se vijejo strupeni hlapi, kakor kačaste prikazni. A me več ne plašijo. Ne z ječanjem, ne z milovanjem. Preživel sem že pregone strašnejših zveri. Jebeš ta fosforni klorotični plin. Naj se zvali čez me, skoz me, vame, v moje možgane, na gravžno spužvo, ki srka te kalužne jedke hlape. Pa kaj potem, če so reminiscence moje smrtnosti nekolikan obarvane z žveplastim ozračjem te jame. Znam mu kljubovati. V bistvu lahkega izhoda nikdar nisem prosil zase. Ne, nisem, jebeš to. Kdo pa bi rad odšel v spanju? Ja, že ne. Evkrit Euran, sin Božji, že ne. Namenite mi smrt, ki se je bom spomnil zaradi pizdarija. Ne, dajte, da me zmanjka s klicajem. Nobena močvara, noben lovec na glave, noben frdama niče me za to ne prikrajša. Kaj ti vem, da lepši kraj me čaka. Tu spodaj, oja, tu, pod membrano te jame, cave. Blaženost, v katero Bog polaga svoje otročaje, mater, po lobanji mi smeti sladkobna poezija, zastrupljajo lajnasto stišje. So dnevi, ko vsaka misel, ki mi v glavo šine, prinese novo v obliki mere, ritma, poudarka in rime. Poslušaj, jov. Toneš, gospodič, toneš počasi navzdol, kot se zdi, vendar kot toneš ti silno rad jaz vedel bi. Ogromki glas med oblaki govoriti zame je kot z nožem se raniti. V smrt preprosto se pogrezam, ko se odmikam od tubiti. Motiš se, ubogi dečko, zablodeli, resnična smrt je tu z menoj, peklenske ječe vrejo pod teboj, otrok z njimi večni smrtni znoj. O izprijenec v nebesih, skriti z gnoja holma, koj se stopi, Lucifer si, veliki slepar, beseda tvoja je lažnivi opi. Ne bo me tvoj valeči grom preslepil, niti tvoja jeza. Bog je tisti, ki z menoj krmili in me zdaj navzdol poteza. Zazevala, me potegnila, mi telo z verigami prežela je močvara, Satan pa zavzdihnil in odkimal, harfo je zabrenkal sred požara. Tudi tot v nebesih je pekel, če ti to kaj pomaga. Nebesa laž so moja, da na zemlji pekel zmaga. Zdaj pa še tako en stavek, čisto za zaključek. Kot sem rekel, umreti ni ravno enostavno, a bom stisnil zobe. Lepo se imejte. Dovolite, da vas kar pozdravim v imenu 5 jezdecev Pikapokalipse, Polona, Žiga, Pija, Biga in Maco. Upam, da vam je bilo v redu. Sicer pa se veste, če ste kritični do Radio Študent, je to samo ok. Ne? To je samo ok.
Nekam bomo že prišli, no, slej ko prej bomo že nekam prišli. Res hvala vam za podporo, pa za posluh, pa uživajte v svojih jamah, tudi z Nikom Caveom. Živijo.